zdaj že delujem. Poskusil vam bom pokazati, večinoma ste itak že naredili, ampak za tiste, ki še niste naredili, spletno učilnico v e-asistentu. Stvar je zelo preprosta. V svojem profilu vidite spletna učilnica nekaj dodatnega. Ob kliku na spletna učilnica dobite nov meni in tu je zdaj že pregled že mojega narejenega. Torej, naredil sem si 3 skupine, to so pravzaprav trije moji razredi. Zdaj pa da vidimo, kako bi dodal še en razred. Nova skupina, se pravi skupine, lahko tukaj kliknemo na običajno, dodaj novo skupino. Prvič direktno padete v ta vmesnik, ustvarjanje nove skupine, kjer seveda na srečo zdaj že vemo, e-asistent že ve, kdo sem jaz, da sem nekoč učil informatiko, da pa imam tudi matematiko. Zdaj pa tu je pomembno ime skupine za učitelja. To je za mene interesantno, da napišem pač tisti oddelek ali tisto skupino, ki bo meni zanimiva. Medtem ko zdaj, če gre za dijake, to se pravi ta naslednje spodnje polje, tam pa napišemo predmet, kot ga oni razumejo, kaj jaz učim. Jaz učim matematiko, in oni bodo v svojem naboru učilnic potem videli matematika, aha, to je naša matematika. S klikom naprej, seveda gremo na naslednje poglavje in tukaj tudi vidite, imamo spisek vseh oddelkov dol in zdaj si pač izberem tisti oddelek, ki paše v to skupino. Če so ostali predmeti, pa če pravi predmet povem, bo tudi e-asistent vedel, kateri so moji dijaki. To bodo poročali tisti, ki imajo skupine, jaz žal skupine nimam, tako da avtomatsko, ko sem tu odkljukal 3a, so vsi izbrani, torej je vse ok in sem zaključil. In je spletna učilnica narejena. Se pravi, imam 4 spletne učilnice. Zdaj, kaj bom tu noter počel, še ne vem natančno, zato sem rekel, da bomo mi pač se s tem še pogovarjali, delali. No, jaz sem, ker sem si 1a že naredil, sem za začetek en izziv postavil dijakom, in poglejte, imam že, ker je to bilo že danes dopoldne, oni so že dobili sporočilo, to je čisto tak preprost naloga za izziv. 4 so tukaj odgovarjali, 3 so tukaj odgovarjali, evo ga. Skratka, tu so že odzivi dijakov, kar pomeni, to je bil en poskus moj, kako naredim nekaj v spletni učilnici, postavil sem vprašanje in tu so odzivi. Zdaj, ko bom kliknil na podrobno, bom videl, kdo je to reševal in potem bom lahko pregledal, kakšni so odgovori. Skratka, da s tem zdaj ne dolgovezim. Tu sem jim dal še eno nalogo, da preverim, ali to funkcionira, in sem tudi že dobil odgovore, čeprav sem postavil, tukaj spodaj postavimo rok, do kdaj morajo to narediti. Jaz sem postavil jutri, pač neki dokument morajo posredovati in glejte, 4 so že poslali gor dokument. Skratka, tako si predstavljam, da bo ta komunikacija potekala čisto v redu. Seveda bom pripravil še druge stvari, Zdaj, tu imamo še opcijo predmeti, tudi jaz se še učim, to je brez potrebe za nas, ker tukaj so že prirejene, že neke stvari narejene, ker oni to delijo med vse učitelje srednjih šol, tako da, ampak po moje je mogoče tukaj vzeti, s tem se zdaj ne bi ukvarjali. Skratka, moje skupine so tukaj, in zdaj, ko želim nekaj v nekem določenem razredu narediti, kliknem na ta razred, pa bom zdaj dal recimo v 3a, ker še nimam nobene stvari noter vstavljene, in zdaj imam to.
možnost. V bistvu zelo, zelo na kratko in zelo efektno to neposredno delo, novo gradivo, ali ga napišem direktno, naložim fotografijo ali dokument. Jaz bom več ali manj tukaj vstavljal noter tekst vezni in povezave na tiste spletne strani, ki jih pač želim, da jih preberejo. In potem bom pa tukaj zastavil, in to je to novo gradivo, ki ga potem objavim, in gre vsem udeležencem. Drugo pa so te naloge, zdaj. Podobno je tudi v vseh spletnih učilnicah, se pravi, oni pravijo zastavi vprašanja, ampak zdaj tu je vnos odprte rešitve, to neposredno morajo napisati nekaj. Likertova lestvica sem videl, da je pravzaprav, vse to poznate verjetno, tisto lestvica od 1 do 5, obtežite, kot kakšni statistični oziroma spletni vprašalniki. Odgovor s priponko, to je pa tisto, ko so mi posredovali spletni dokument, ne. Se pravi, tukaj lahko Igorju naložijo rokopis poslikan s telefonom in podobno. Tako da najprej si lahko shranite kot osnutek, še ni objavljeno, ne, in na koncu objavite. Tako, kratek uvod, ostala vprašanja še sledijo, tako da jaz upam, da s tem ne bo posebnih težav, tako kot sem rekel, ne.